Ja, lep dober dan, Radečanke in Radečani. Težko je biti pameten v teh dneh, v teh tednih. Vprašanje tudi, kaj nas čaka še v naslednjem obdobju, vendar prepričan sem, da tudi tokrat kažemo našo enotnost, predvsem strpnost, pa tudi poslušnost, da gledamo drugega, se poslušamo, spremljamo ukrepe, kateri prihajajo praktično iz ure v uro, iz dneva v dan. Jaz upam in sem prepričan, da tudi vi vidite, da nam ni vseeno za ta našo prelepo občino in naj bo tako tudi v naslednjih dneh, tednih, ko bo potrebno verjetno, oziroma prepričan sem, še več solidarnosti, še več strpnosti, kajti službe, ki delajo, obratujejo, so trenutno v polni pripravljenosti, so dobro pripravljene. Štab civilne zaščite, lahko rečem, same pohvale, komunala, zdravstveni dom na visokem nivoju in jaz vas ob tej priliki, vse vas, občanke in občani, pozivam in se vam zahvaljujem, da spoštujete te ukrepe, spoštujemo drug drugega, vas pa tudi naprošam, vsak pri sebi lahko še doda kanček tistega, za kar verjamem, da sami veste, kje še imamo napake. To pa je, bodimo strpni, ne družimo se zunaj, pogovarjamo se tokrat preko telefonov, čeprav smo morda še nedolgo nazaj pozivali telefone stran. Tokrat je situacija žal drugačna in jaz upam, da bo tudi ta del šel mimo nas v takšni, čim manj ranjeni meri, ne samo za naše Radeče, za našo Slovenijo, pa konec koncev za cel svet. Tako da želim vam mirne dni, pokličite, številke imamo na naši spletni strani, tako za pomoč varovanja otrok, tako za pomoč, če kdo rabi kaj, da prinesemo domov, tako za prinesemo iz lekarne, tako za celo psihopomoč, kajti tukaj vemo, da bo čedalje več problemov, verjetno tudi v naši družbi. In jaz kaj druga reči, ker spoštujemo ukrepe, spoštujemo drugega in jaz upam, da se tudi v naslednjih dneh, ko se bomo javili iz takšnega ali drugačne pozicije, lahko rekli spodbudne novice. Predvsem pa naj tudi povem, da Radečani nismo nikakor ne imuni in tudi v dneh, ki bodo, verjetno, da bodo težki tudi za našo občino in jaz na tem mestu pozivam predvsem takrat, ko bo prišlo, upam, da ne, ampak ko pride, da takrat smo strpni, takrat se pogovarjamo in takrat poskušamo s čim bolj trezno glavo razmišljati in si narediti vse, kar vsak sam lahko naredi. Kajti tisto, kar lahko naredimo sami, to je takrat največ vredno. Pokličimo se, če pa potrebujemo pomoč. Naj pa v tej priliki seveda tudi se res iskreno zahvalim prenekaterim klicem, ne bom izpostavljal vsakega posebej, zato bo še prilika in čas, ki ste poklicali, ki poskušate pomagati, ki ste na spisku prostovoljcev, ki se že vključujete na kakršnekoli načine. Verjemite, nobenega klica nismo prezrli, vsi ste na spisku in jaz sem prepričan, da upam, da se ne bomo rabili, ampak ko bo treba, vas pokličemo, da pomagamo našim Radečanom in Radečankam. Hvala lepa. Srečno, Radečani!